oblaki, tako kot istoimenski album, ampak če greva najprej k morju, soncu, obali. In hočeš, nočeš, pridemo do melodij morja in sonca. In tvojega drugega doma, Auditorij, ti je na nek način kot drugi dom. Dobesedno od prvega dneva živim s tem objektom, s tem Auditorijem in moram reči, drug dom in doživel sem mnoge direktorje, mnogi ljudi so se spremenjali, normalno je to vse skupaj. Eni so pustili nek značaj, karkoli, eni so šli pa tako mimo, ampak karkoli, to je življenje. Pero v osnovi vedno je Auditorij. Napišeš Auditorij in to je to. In potegneva črto. Potegneva črto in tudi recimo ne rabiš niti pisati na plakate, karkoli, na medije, Auditorij Portorož. Ne. Po Sloveniji ljudje, če rečeš Auditorij, oni ti bodo tako povedali, Auditorij je v Portorožu. Če greva pa glasbenim valovom in oblakom, to je pa nekaj tvojega. Ja, veliko. Takrat mi je pomagal oziroma me je želel sabo imeti, pokojni, žal, ni ga več, Danilo Kocijančič. To so te zgodbe, prekrasno. Malo smo se potem selili, iz Pirana smo prišli v Auditorij, pa smo tudi šli za par let v Koper, na Titov trg, ampak še vedno Auditorij in ekipa, ki še danes potrjuje samo to, da so vrhunski ljudje, ki ljubijo in ta kraj, oziroma predvsem melodije morja in sonca. Ko že govoriva o glasbi, ne moramo mimo skladbe iz istoimenskega albuma. Lahko računaš name. Kaj lahko računamo pri Slavkotu? Na kaj? Naprej, absolutno naprej. Že počasi delam na novi plošči. Verjetno bo vmes zgodilo pri meni, dajmo reči angleško, Greatest Hits, velike uspešnice. Tega je preveč. Ravno to sem mislil vprašati, teh je ogromno. To je neverjetno. Ampak štartamo moj koncert, štartam z Dober dan, še zaspan, se priplazi na plan, 86. leto, melodije morja in sonca. Katera recimo uspešnica pa ne sme manjkati na tvojih koncertih ali pa ob druženjih? Glej, to je absolutno leto 2-3, ko mene več ne bo. To so melodije. Ja, to so melodije. Katere melodije pa, oziroma če drugače vprašam, melodije se skozi leta spreminjajo ali se spreminja okus poslušalcev? Ne. Interesantno je, zapisane so te skladbe, bi rekel, moje, povezane z melodijami morja in sonca in Portorož 1905 in mi ljudje smo kot morje. Takrat je bilo že v Kopru, takrat je sprememba, ne? In Dober dan, absolutno. To so vse skladbe in tudi dosti skladb je, ki niso zmagovalke, ampak skladbe so ostale. Katera je pa Slavkotu najbolj všeč iz melodij? Težko je to odločiti se, ker vsaka zgodba ima neko svojo zgodbo, bi rekli, ne? Nek datum, kaj se je dogajalo, kaj se ni dogajalo v svetu, v Portorožu, v Ljubljani, povezano, tako da štartaš z Dober danom. Portorož je veliko povezave, prav dobesedno s Portorožem, ne? To so zgodbe, to je MEF. Drago misli MEF, to je neverjetno, kako on obvlada te zadeve. Dobro, bi rekel, za enega izvajalca je bistveno za avtora, da pozna izvajalca in on me ne pozna. Mi smo dobra frenda in to je bistvo za eno zgodbo, ne? Kaj pa Slavkotove nove zgodbe? Omenila sva največje uspešnice, bo morda tudi kaj novih? Bo, sigurno. Jaz računam na to, ne, ampak
ne bi se zdaj zaletal, pa bi rekel, to bo tako, to bo tako. Še vedno mora biti Slavko Dačić. To je za ljudi zelo bistveno. Evo, to, v tej zgodbi je meni zdaj trenutno dogovor v hiši, tukaj, ki smo, v auditoriju, 30. ali 28. avgust, koncert v auditoriju. Skratka, ob zaključku poletja nekaj glasbenega, lepega, med valovi in oblaki, če tako rečeva. Tako, ali pa celo razmišljam za naprej tudi razmišljam o tem, da bi se ta zgodba nekako dala v juni, da je to začetek turistične sezone v auditoriju. Kako pa je recimo Portoroško, že ravno omenjava ta turistično sezono, v zadnjem letu živel, korona je marsikaj prekrižala. Ljudje skoraj da ni tako, kot ste jih bili domačini navajeni. Ja, malo je to malo velik problem prav za auditorij oziroma za Portorož, ker smo navajeni. Mi se vedno hecamo, Ljubljančani pa to, pa se ne znajo obnašati, pa ne, absolutno. Dobrodošli, vsi dobrodošli, absolutno. In upam, da ne bo to večno trajalo. No, trenutno smo na takem stanju, ampak bi rekel, imam občutek, da počasi se spuščamo dol na normalne čase. Kaj pa Crikvenica? Crikvenica, to je moja velika ljubezen, ampak Portorož je zdaj večja ljubezen. Torej, Crikvenica na drugem mestu? Absolutno. Portorož, jaz bi dal kri, dobesedno po domače povedano, vezan sem na Crikvenico. Evo, včeraj so me klicali fantje, veš kako oni rečejo, ne? Kaj pa delaš, ne? Ča delaš, ne? Rekla, fantje, samo pazite na korone, maske in to, malo je to teže dol, ampak povezava in moj oče je bil velik glasbenik, pedagog. 6 let sem bil star, ko sem eni gospe povedal, kaj pa boš ti, ko boš velik? V čudu, ne? Jaz bom pevc. In ko je to moj oče slišal, domov, pusti nogomet, pa to pred hišo, fuzbol, pa ne, klavir imaš tukaj. Vsak dan 4 ure. Poleg je to začelo. Štartalo z privatno šolo, pa srednjo šolo, pa do akademije. To je bila velika podpora doma. Strašno. Se bo recimo ta talent nadaljeval tudi v vaši družini? Ja, zdaj imam vnukinjo, pomagam glasbeni šoli, doma kar vadimo, jaz se samo na klavir dodam, ampak flauta. Flauta, nič ni težko, zdaj pa na interesanten, kako na kakšen način, ne noret, znanje pa to, pa ono, lepo, samo da je dobiš, Marina je, da je dobiš to punco, ni težko, samo povem, Marina, vsak dan mi moramo vaditi vsaj 15 minut, vsak dan. Prej si omenil, kaj torej dejansko dela Slavko, kot so vprašali tvoji prijatelji iz Hrvaške? Terasa, jaz sem nad Bernardinom, se pravi hiše padajo navzdol, morje mi je tako in delo, rekli pa Primorsko kafe, to je štart, potem pomagati okoli hiše, ženi in vse to skupaj, glasba še vedno. Kaj pa življenje, recimo mi, ko pridemo iz Ljubljane ali drugih mest, Primorci ste vedno tako, ne, easy. Veš, ali to je morje, to ti da morje. Pa vedno je vse narejeno. In bolj na easy, in bolj dobre volje, nasmejani, če se le da, ne, v glavnem, jaz si to štejem kot morje. To je to, kar nas loči v razmišljanju in vse ostalim od Ljubljane, Maribora, Kranja,
Kaj pa Slavko počne, kadar ni vpet v glasbo? Je to sploh mogoče? Težko. Težko. Tudi sanjam že oder, kako bo v auditoriju, oder, kje bo... Imate tako vizualno predstavo. Vse, kje bo klavir, kje je to, ono, to je vse že počasi. Kaj pa kakšna kulinarična izvajanja? Seveda. Tega na obali skoraj da Ja, ne zmanjka, ne? ta kulinarika in dobro vino, ki imamo dobro vino, ne, v Sloveniji sploh, to so novi časi. Novi časi, vidim, da ljudje so začeli drugače imati to kulinariko. Je bilo prej včasih dajmo pit, pa to, neko košček mesa, karkoli, ne, zdaj pa je to mal kulture in tradicije. Tole lahko tudi rečemo, tako kot je naslov zadnjega singla, lahko računaš name. Lahko računaš name, absolutno. Slavko, hvala in srečno. Hvala tebi, vse dobro.